čaka pa to z vodo informirano. Njega čez zdravja, ne? Njega čez odlične informacije. Yes, UK. Lepo pozdravljeni, hvaležno pozdravljeni. Danes praznujemo moj rojstni dan in v pidžamah smo z enim posebnim namenom in sicer to je moje najljubše oblačilo, verjeli ali ne. Mislim, da tisti, ki me malo poznajo, vejo, da jaz doma tudi v trenerki nisem, ampak sem kar v pidžami in mi je full fine. Ampak sprašujem se, ne, je to moj rojstni dan, ampak a je sploh smisel, da ga praznujem? Se nisem takrat rodila, ko sem se rodila, sem obstajala že mnogo dlje. Ti lahko preberem en ful lep tekst od enega mojega priljubljenega avtorja Richarda Bacha. Lahko, ampak a ne moreš brez telefona enkrat? Sem si mislila vzeti knjigo, samo je preveč bilo pakiranja, pa je tako lažje, pa bolj easy. Torej, draga Jasmina, Richard Bach, darilo za rojstni dan. Nimaš rojstnega dne, kaj ti vedno si živela. Nikoli se nisi rodila in nikoli ne boš umrla. Nisi otrok oseb, ki jo kličeš mati in oče, temveč si njun sopotnik na svetlem popotovanju proti razumevanju stvari, kot so. Svobodno in srečno leti preko rojstnih dni in skozi večnost in srečali se bova tu in tam, ko si bova zaželeli, sredi praznovanja, ki se ne more nikoli končati. Lepo, ne? Zelo lepo. V bistvu pol sploh ne praznujemo, ali kaj? Vsak dan praznujemo, to je sporočilo. Vsak dan imamo rojstni dan. No, evo, krasno. Drugač pa, a ni smešno, zaradi tega, ker 9 mesecev si dejansko že v maternici in življenje se začne mnogo prej. V pranic healingu, kdaj duša pride? Ker to je zelo različno. 7. mesec. Recimo zadnjič, ko smo imeli tečaj, v 7. mesecu se naseli. Ampak dejstvo je, da se že takoj, ko pride do spočetja, se že vzpostavi žarek. Tako da ta povezava, zlata povezava z dušo, tako da že takoj ob spočetju, se pravi, takrat je že duša v telesu. In prav naseli za stalno v 7. mesecu. Se pravi, že takrat, ko je bil namen, se to zgodi. Ja, ali pa recimo, če bereš Anastazijo, o Anastaziji pa govori tako, da dejansko si duša zbere svoje starša, pa vse mislim, da ni to samo tam, si zbere svoje starša, že prej opazuje svoje starša in dejansko, ko pride do spočetja, se ravno tako zvrti film idealnega življenja, idealnega scenarija, kot takrat, ko duša odide, ko spet se zavrti film, kaj si doživel. Ja, jaz moram reči, da sem si dobro zbrala svoje starša za tole življenje in se jima ob tej priložnosti tudi zahvaljujem. Hvala oče in hvala mama za to, da ste me imela, da ste me vzgojila, tako da res hvala. Je pa res, da danes z nami praznujejo tudi gledalci. Upam, da s kozarcem vode, ker zdaj je že uncajt, ko moramo malo več vode piti, a ne, Minka? Ja. Mislim, zmer moramo imeti dosti vode piti. In sicer praznujete tudi vi. Zdaj, če boste šli na našo spletno stran, ste tako in tako že danes o polnoči ugotovili, zakaj pravzaprav gre. Na klepetobkavi.si boste izvedeli, danes imate posebne pogoje, začele so se določene poletne akcije oziroma cel dan na moj rojstni dan, se pravi danes, na 2. maja, brezplačna poštnina in pa še kakšne druge akcije in vse ostalo boste torej izvedeli, pa brezplačno revijo, duša in telo, pa kartice, pa tako naprej, tako da preverite sami na 02600-200-230, je pa brezplačna poštnina na dejansko vse, kar najdete in kaj ste dejansko videli v naši oddaji, tako da se lahko tukaj mogoče majčkeno pozanimate oziroma preverite na spletni strani. No, moram reči, da sem dobila izjemno lepo darilo tebe, Tanja. Dober si to... Vesela sem, da ti je všeč. Ja, ne, zaradi tega, kaj sem to naročila pred tem že nekaj časa, pa sem gledala, pa ko zdaj tukaj cajta rabi? Ko zdaj tukaj zavlačuje, bom že dobila to, pa zdaj sem rekla, da bom plačala. Tako da hvala za moj osebni feng shui koledar do konca leta. Ja. Tako da bom vedela. Če je osebni, traja malo dlje cajta, da se to naredi, ne? Ampak se je pa lepo išlo na rojstni dan in fino. Hvala, da si vesela. Hvala lepa.
Ti si se pa glih kar z Anglije vrnila, ne? Ja. Včeraj. Včeraj zvečer po noči. Kako je bilo? Bilo je zelo intenzivno v bistvu gledati in vedno znova, ko spoznavam, v kakšni lepi državi smo. Ne? Ful lepi državi smo, še vedno imamo fajn hrano, čisto vodo, še vedno imamo veliko pristnih ljudi, ker tam je bilo kar tako zanimivo opazovati, kako ljudje živijo, zelo drugače kot mi. Ne glede na to, da imajo veliko višji standard, pa pač bežimo iz Slovenije glih zaradi tega standarda, ampak jaz bi želela, da bi to Slovenijo dvignili končno in da bi živeli v tej lepoti, ki jo imamo na voljo in bi jo znali tudi izkoristiti in uporabljati v malo lepšem standardu. To mi je taka velika želja. Teda sem znova ugotovila, da se ne rabim nekamor seliti, ne, ampak narediti tu življenje, kot si ga želim. O, bomba, ampak na Bali greš pa hmal. Ja, tudi to, ja. Tam pa ne vem še, kako bo, če bom prišla nazaj, mogoče pa ne. Lahko pa ti dam tudi jaz eno darilce, draga Jasmina, ker veš, da sem ful hvaležna, da smo mi prijateljice, ker se mi zdi, da smo res take prijateljice, ker se tako dopolnjujemo, da ena drugi podarjamo vse svoje darove, tako da vem, da se rada sama neguješ, pa da ne boš pozabila, kako čudovita si od zunaj in od znotraj in da boš lahko še bolj čudovita in se boš na to lahko vsak dan spomnila še ena drobna pozornost. No, daj pokaž mi že, no, da vidim, kaj je. Hvala. Okej, no, aha. Sol. To je sol, obogatena s kristali, eteričnimi olji in zelišči, za to sem pa peeling videla ali pa že za kopanje. nekje. Zelo fajn Bomba. diši in ti naredi mehko kožo, to pa vsakič, ko se boš pogledala, se boš spomnila, kako si lepa. Hvala, kaj ker si opazila. Poglej, kaj ti piše. Kje piše? A ja, pa res. Love who you are, rad se imej to, kar si. A veš, da že itak je Slovenija, zdaj tak trend je rato, da kad te nekdo pohvali, da rečeš hvala, ker si opazila, ne? Pa sem pa to še v knjigo dala, zdaj pa sploh folk to govori, veš? Ja, Tako da, veseli. hvala za nov trend. No in dejmo ne ignorirati slona v tej naši dnevni sobi, tale krasna torta na mizi. Ja, Jasmina, od mene imaš pa torto. Ja, fajn, jaz upam, da jo bomo vse, ne, da nisem zame Ja, tole. absolutno. No, zjutraj sem prej vstala in nisem pekla torta, ampak sem jo spacala skupaj in brez dodanega sladkorja in dejansko to je torta za hujšanje. Tako da, No, to je zelo koliko je dobro. užitna, boste pa pol same povedala. Vredno? Ja, Je absolutno, užitna, da bomo. No, tako. Imaš tale recept za torto, si pripravlja tudi za naše Sem gledalce? pripravila, tako. Evo, drugače pa je v tvoji knjigi, a ne? Tako in tukaj v glavnem mečkan drugače je okrašena, ampak drugače je to. In pripravljena je v zelo kratkem času, zmiksaš skupaj stvari, enostavno jih naložiš skupaj, daš v skrinjo in je to. Tako da v glavnem takrat, če imaš napovedane obiske, da pridejo, ne vem, pol ure imaš pripravljeno torto in je to. Pa še dober gostitelj izpadeš. Ana, da? Ne, kaj na teh praznovanjih mene zmeri mori, ne, te torte, pa to ponovadi je to tukaj enega cukra, pa vsega. Ja, pa ne. na koncu, ko si že sita, ne, Ja. pa tako bi rad probal, pa sploh pa rad bi pojedel, pa ne moreš, a ni to grozno. Ja, Ne, meni pa fajn, jaz smo pa vedno en taki predalček še za sladkarije na koncu. Si lahko sit, pa je še vedno prostor. A nima Minka lepe pidžame? Ana, da, kako je lepa. Čist ženska posebna. Ana, da? Prav občudujemo te. Le, hvala. Res. Drugače pa, veš, kaj me zanima, kako ljudje po svetu praznujejo rojstne dneve, zdaj ti za Kitajce bolj veš, a ne? Tudi. Ja, ker Feng Shui izhaja iz Kitajske. In tam imajo na take, ne da si torto speče, seveda se prinese tudi sladice ob rojstnem dnevu, pa hrano, pa vse. Ampak oni naredijo dolge rezance. Dolgi rezanci, to je to, koliko roke stegneš. A ne? In to pomeni, daljši, ko so, daljše življenje imaš. In če slučajno nekdo ne more priti na tvoj rojstni dan, se te rezance skuha doma, z mislijo jih je na tistega, ki praznuje tisti dan in mu s tem zaželi dolgo življenje. Wow, a ni lepo bred? Super. Ful lepo bred. Ja. Drugače pa darove, ki prinašajo vedno v paru. Mislim v paru, vedno sodo. Dve torte hočem! V paru je rekel! Sej srč
ključek je z 2 koncev. Ja, bravo, A bravo, vidiš? bravo. Vidiš, kako se ti znajdeš, bravo. Pa 3 plasti so, no, tako da je celo 3 koncih. No, ja, bravo, bravo. Ja, vidiš, pa 3 smo, ne, veš, tisti komat, mi 3 smo najboljši par. Ja, to pa definitivno. Ja, tako da se kar dupliramo. No, kako pa ti ponovadi praznuješ rojstni dan? Ne vem, jaz pa vedno bolj življenje gledam na to, da tako bolj budistično, zenovsko, ko pravijo, da vsako noč, ko gremo spat, je to ena mala smrt in vsako jutro, ko se zbudimo, je to eno novo rojstvo. In se mi zdi, da je življenje nekaj tajega, kaj bi bilo fajn, da je rojstni dan vsaki dan in da je vsaki dan praznovanje. Recimo, ali pa eni, ko praznujejo tudi, ko so imeli kak pomemben dogodek ali pa kako nesrečo ali pa kaj, pa imajo bolj več rojstnih dni, ne, ko so se na novo rodili v življenje, recimo. Ne. Jaz ful spoštujem take in ponovadi bolj praznujejo rojstni dan, ko so se Ja, in tudi horoskop ali pa zvezde jim še včasih bolj držijo na tisti dan, ko so se na nek način na novo rodili. Ne. V bistvu takrat se ti šele zavedaš, a ne, ker si jim toliko odrasel, vidiš stvari okrog sebe in drugače sprejemaš življenje. Ne. Se zavedaš tega daru, ne, da si sploh v življenju. Teda Minka, ti kar vsak dan torto naredimo, vsak dan rojstni dan praznovati. Ni noben problem, da sem povabljena k mene, v redu? Ja, to mi naredi narejeno, veš, tako da pa ni noben problem. Jaz sem pa zadnjič na enem rojstnem, no to k tebi se zmer povabim, da ti imaš čudežne kave, kuhaš pa vse, veš, ona je neverjetna. Zadnjič sem šla taka nazaj, čist katarzo sem doživela pri njej. No, ampak to nima veze. Par mesecev nazaj sem bila na enem rojstnem dnevu in sem ugotovila, zakaj neki ful ne rada hodim na rojstne dneve. Zato, ker je zmer isto. Vsi se napijajo in pa so pijani. Ful fajn. Ja, tako si me vprašal, kako jaz praznujem rojstni dan. Se mi zdi fajn, da se v bistvu res obdaš s tistimi, ki jih imaš res rad in ki te osrečujejo, da niso to neki vljudnostni obiski, zato ker se pač moraš z nekom dobiti. Ja. Da tako izbereš res ljudi, ki te spravijo dobro voljo, ki te dvigujejo energetsko in vibracijsko. Pa to, ja, da je nekaj kvalitetno preživljati čas, ne, kaj jaz vem, da včasih, ko smo zakurili ogenj, igrali kakšne inštrumente, bobnali ali pa, kaj jaz vem, take, ne vsakdanje rojstne dneve, tako malo domišljije pa. Ja, jaz tako moram reči, da zmeri probam narediti, ne, razen za tiste najbližje, da malo poklepatamo, pa če se dolgo ne vidimo, zmeri je kakšen bolj dogodek, ne. Glede na to, da sem rojena po zimi, pikniki odpadejo, ampak je pa lahko hokej z metlami na ledu, drsanje, smučanje, sankanje. Se pravi, tako, ne, eno tako druženje ljudi, ki se radi vidimo. Ja, kepanje. Ja, Jaz kepanje. mislim, da smo danes poštre obmetavali, ko si rekla pidžama party. Ja, lej, počakaj malo še. Jaz sem dva. Pusti se preseneti. No in zadnjič, ko sem bila na temu rojstnemu dnevu, sem pa prav rekla, prav Žigatu sem rekla, veš ko, jaz bi po Čežerjavcu hodila za rojsten dan. In evo, v petek gremo v Čežerjavco, a ne? In tam pa sploh ne smeš biti pijan, ne? Ker ni glih pametno, da greš v Čežerjavcu. Tam si drugače malo v nekih drugih sferah, ne v drugih sferah. Ja, ampak bojo pa bobni oziroma bo pa glasba in se mi zdi, da je to fajn, no, zaradi tega, ker ne vem, no, meni to nekako ne gre, no, ker vsa praznovanja se mi zdi, da so sploh v Sloveniji, ne vem kako je tujini, ampak kar nekaj je vse skozi z alkoholom pogojeno. Ja, in potem vidiš, ko so ista družba, Ja. potem že lahko vidiš, kaj si bo kdo za jesti naročil, že lahko predvidevaš, da bo kakšen vic povedal in je 20 let isti film, kot da priješ časovno kapsulo in eno te isto. Ja, prav res. Čeprav jaz rada spijem kakega kratkega, ne? Ampak tak, da bi pa mi bil to šport, zdaj se ga bom pa umila, a ne? Biti pijana, ne? Ja! Pa ne. Ja. No, recimo, jaz imam pa poleti rojstne dane, imam vse spomine na moje rojstne dneve povezane z morjem, tudi s pikniki, ampak drugače pa predvsem z morjem. Tako da Kje boš letos za rojstni dan tvoj? v Benetkah. Ulala. Ja. Jaz bom pa ta čas na letaju. No, krasno. Ja, točno v Benetkah. Tako da tudi tega se veselim z mojimi 3 puncami, tako da, ja, fino bo. Torej boš za rojstni dan na konju v bistvu. Pa na konju. A nisi ti Ja, rekla? ne, za njen rojsten dan bom jaz na ja, konju. Tako, Ja. Kaj si Tanja rekla prej, da Da kakšen prihaja mesec ognjenega konja. in ti boš, dobro, glih ven bo prišlo iz tega konja. Ja, Mečkam si bo oddahnila, po mojem. jaz bom Ja. na konju. Ja. Upam, da ne boš res tam podaljšala tega ognjenega konja s kakšnimi divjimi konji na Altaju.
Ja, bomo videli, kaj bo. Se prepuščam. Pustimo se presenetiti. Pustimo se presenetiti. Ampak se mi zdi, da letos, recimo po numerologiji, je leto 1. A ne? Se pravi, nov začetek in tako naprej. In kar jaz poslušam od ljudi, je dejansko samo to, da so pustili službo, da, ne vem, prejšnje leto so se ločevali, to so že koga spoznali, novi začetki, nov posel, novo vse. In recimo tudi meni se sovpada zmeri življenje s tem, kakšna je vibracija. Ne? In zato sem se odločila, da grem na to potovanje tudi za malo dlje časa. Ne? Da naredimo eno tako čistko. Tako da ne vem, kdaj bomo šli letos na jadranje. Ne? Mogoče pa decembra, da bomo jesenka decembra na morju. Ja, ta bi bila dobra. Ker imamo rezervirano jadrnico septembra, mi namreč, ne? Ampak mene ne bo. Ja, bomo mislili na te na jadranje. Gremo same, pa na te mislimo, pa bomo jedli dolge rezance. V septembru bom jaz nekje med Novo Zelandijo pa Havaji. Ja, a veš, enkrat v življenju sem pa praznovala rojstni dan poleti. In to tisto leto, ko sem živela na Novi Zelandiji. Moj 33. rojstni dan. Kristusova. Ja, v kopalkah. Koliko je bilo dobro. Toplo. Res. A decembra je tam... Začetek sezone poletne. Ja. Začetek poletne sezone, ja. Ker jaz grem pa takrat, kadar ne bo poletje, ne? Bo pa v bistvu zgodna pomlad. Tako da bo mečkam bolj tak. Igrce! No, da vidimo, kaj tebi zdaj sporoča stvarstvo. A res? Tebi, za tvoj rojsten dan. No, da vidimo. Okay. Zdravilni žarek. Zdravilni žarek teče skozi moje telo, jaz sem bitje luči, 38. 38 in naprej ti sporoča, skozi kronsko čakro se v moje telo steka zdravilna energija in zdravi moje oči, pomlajuje moj obraz. Čutim pretočnost. Zdravilna energija teče po hrbtenici navzdol in se dotakne vsakega mojega organa, steka se vsako celico mojega telesa. To pomeni, da se sneha nastarati, veš, to je tako zdaj na klik. Zdravilna svetloba, nova energija se dotakne vsakega sklepa, teče preko kolkov in kolen ter se preko stopal steka v mater zemljo. Všeč mi je. Tole, da si se nehala starati, čisto se upada s tvojim rojstnim dnevom. A veš, da na Kitajskem nekaterih rojstnih dnevov sploh ne praznujejo. In to je recimo 30., 33., 66. ženske, to velja za ženske, moški pa ne 40. Ker pravi, da ta rojstni dan je nekako stresen, nesrečen in se ga je bolje izogniti. Ampak praznujejo pa zato 2x29 let. Pa 2x39. 29, se pravi, zdaj boš 2-krat praznovala. Ja, tako, danes praznujem svojih prvih 29 let, naslednje leto drugih 29 let. No, da vidva, kaj tebi sporoča stvarstvo. Napredek. Moje delo blagoslavlja, pozdravi, navdihne, razvedri ter oplemeniti duha in srca ljudi. To je dejstvo. Na Baliju. To je Pa tudi dejstvo. v Angliji je bilo tako, se mi zdi. Pa tudi tukaj, sej tudi tukaj to delaš. Zdaj sem bila kar ena družinska svetovalka, ne samo zvočna terapeutka. Jaz sem večni vir. Božansko bogastvo kroži v mojem življenju, vedno ga je več, kot ga potrebujem. Vsak dan in vsako noč napredujem ter se razvijam duhovno in na vseh področjih. Wow, evo, pa daj še Tanja, ne? No, Tanja. Evo, mi bomo naprej klepetale in se obmetavale z blazinam, vi pa spremljate nas naprej, še kaj bomo govorili o življenju in to je moj rojstni dan, ki ga praznujem na ta način, ki je meni zelo, zelo blizu, praznujte pa tudi vi z nami, danes torej darilo tudi za vas in sicer brezplačna poštnina na karkoli že. Povej, kaj si dobila? Iz česa pa je?
to je čokolada. Kruh so rozine, to so pa rašidi. Čak, srček greh tebi, izvoli. Ok, hvala lepa. Sugar overload. Kako lepo. Se temna čokolada ni sladkorja, to je samo dober. 28 ima glikemični indeks, to ni nič, veš. Tako da, Meni se sline cedijo, jaz sem se cel dan šparala za tole. meni se tudi sline cedijo, odlično. Dobro je, veš, jaz sem to itak že probala. Takole, čak da jo Sploh ne moram govoriti o toksline. izvoli. Rojstnodnevna tortica. Ja, Evo, ja. le sam zase sem poskrbela. Daj, čakaj, moram zdaj se malo kao, da ja, okej. Takole, Izvoli krožnik. takole. Daj bom dala jaz Tanji, no, da bom... Tanja, jaz sem ti dala zajeten kos. Takole, naj ti. Letje pride 5 kil prezgodaj. Pa če to je za hujšanje Vse torta. to ni tako grozna torta. Joj, srce sem si šele odrezala, poglej ti to, kakšen kos. Ma ne, to je dosti polovica. Jo, pa kako lepo diši. Naravna vanilija je noter, veš? Kaj pa borovnice tudi? Tudi borovnice, Recept lahko vidite. Limonca, ja, da. tudi, izvoli. Hvala. A ja, brez sodilca si dala, to pa je res najbolj. Ja, da vidimo. Preizkušnja se je, je ne? huda. Da vidim, kaj sem jaz spacala skupaj. Nekaj odličnega, perfektnega. Okus je tole. In recept lahko vidite na televizijskem ekranu. Tisti, ki imate pa knjigo doma, ko imajo hormoni žur, pa itak imate ta recept. Dobre. Dobre. Jaz bom povedala vsem, ki me vabijo na rojstne dneve, če tako torto naredijo, pa pridem. Pa to hitro je narejena. Veš, kako hitro je narejena? Približno v 20 minutah, da tole zmešaš skupaj, samo sestavine, da imaš, se pravi, datlje, mandlje. Edino stvar, kar je treba čez noč namočiti, mandlje in indijske oreščke je treba čez noč namočiti in enostaven, zjutraj samo zmiksaš skupaj, daš v skrinjo in je tik tak narejena. Sem res toliko enostavna zadeva, to vsak otrok lahko pripravi in to je zdrava torta, ki ima noter polno vitaminov, mineralov in je za hujšanje in jo lahko ješ celo za večerjo. A ni to A dobro? dej ne. Meni Za je všeč, da se večerjo. vsak okus čuti posebej. A veš, kar ni kar nekaj zmešano, ampak res tista sestavina, ki je noter, da svoj okus. In kdor bi V želel, osnovi. veš, kdor je pa občutljiv na sladkor, pa čez popije en deci jogurta ali pa prej, zato da bolj ostaja sladkor v ravnovesju in je to to. Ti si boginja. Hvala, ker si to opazila. Čakaj, zdaj še jaz potegnem še zate eno karto, da vidim. A še zame, še eno. Ja, zdaj ti bom jaz Ok, zdaj Da ti mama šlogerca. Minka mora urgirati. urgirala, da jaz vidim. Kaj za Jasmino, da vidim, sporoča stvarstvo. Wow, zanimivo. Veš, kaj je dobila? Barvi torte, poglej. Ja, v barvi torte ne sicer. vidim. Kaj ne sodi več v tvoje življenje? Ja, očitno boš delala v tem letu tudi kakšno čistko. In to je karta slovo 31 in naprej ti sporoča. Delam prostor novemu. Ja, to pa. Čakajo me ljubezen, izobilje in radost. Noben razhod ni enostaven. Vsakeč, ko se reže popkovina, je bolečina prisotna na obeh straneh. Ko je čas za razhod, naj se zgodi, varna sem. Lepo. Tako da, ja, ne, to so novi začetki, ker Ja. včasih je treba kakšno stvar počistiti za nazaj, narediti prostor novemu, isto v omarah, a ne, kako boš imel a ne, prostor, Ja. če imaš vse natrpano. V kratkem bom mogla kar vse omare spucati, ker se selim znova. No, vidiš, a ne, delaš prostor novemu. Številka seljenja, številka 15. Mama me dohiteva, Jasmina. Smo meni 17. Ti imaš 17? Jaz sem šele pri dvojki. Lahko ti dam kak nasvet. Nisem dobra v tem. Ampak zdaj, ker smo pri tem. Jasmina, kako se pa ti spomniš, recimo, da to so spomini? Tvoj prvi spomin, kam ti seže? V bistvu sem bila stara, mislim, to kao ni normalno, ne? Čeprav jaz se v živo spomnim. V zibki sem bila in je bila taka ena prijetna svetloba. Sestra moja Maja pa oči sta pa gledala me v zibko in sem se z nekaj tam raztegvala in sem prav slišala, lej, kako se razteguje, ja, lej, koliko je luštna. In slišala sem mamo v ozadju, ki je nekaj bila za pultom in nekaj kuhala. In pol je oče vzel fotoaparat in me dejansko sliko in se prav spomnim tudi one bliskavice, ki me je malo zabliskala v glavi.
In to sliko imam doma na hladilniku. In dejansko po šamanski metodi velikokrat dam kozarec vode na to sliko gor, zaradi tega, da se mi celice bolj obnavljajo, kot takrat, ko sem bila čisto novorojenček še dejansko. Tako da zelo zgoden spomin. Pa vmes ne, pa ne vem, kdaj pa spet. Ampak ja, Zanimivo. res zelo zgoden spomin. Jaz pa se ful malo stvari spomnim iz otroštva. Samo se pa spomnim to, da sem bila ful brez las. In so mi končno zrasli taki blondni kravžlji, take zelo kravžaste. In mama cela srečna, da sem končno malo podobna punčki. Jaz pa sem imela moja najljubša lutka je bila klavn, ki je imel samo tudi zadnji lase. In ko so enkrat starši spali, sem jaz vzela škarice za nohte in si vse tu gor postrigla, da bi imela samo tu zadnji lase. In spomnim se, ko so mi take lepe oblekce kupovali. Jaz pa sem hotela biti fant, pa sem delala take dolge korake, da bi jo strgala, da bi uničila tisto oblekco. In kot smo se že pogovarjali, moja pot k ženski je trajala skoraj 40 let. Ja. Bravo! Prej pa sem bila bolj fant, ko pa punca, oziroma sem htela biti bolj fant, čeprav se kot mama pa pač v ženskem telesu nisem mogla tega izogniti, da sem pa končno postala ženska. A ti si lahko misliš, ona dve imata 6 otrok skup. A sva dobre? Kot se vidi? Kot dve. Neverjetne. Minka 3 punce, Kaj zmenila? pa 3 fante. Ja, to bova videla. Kako pogodbo lahko. Ne vem, če naj bi protestirali mladi otroci. Ampak zanimivo, da ima približno enako stare otroke. Tvoj tam najmlajši je, Zdaj bo 12. avgusta, pri meni je pa 13 let, ta najmlajša. Ja. A ne, in ta starejši, pa bo 17. decembra. pri meni je pa 19. To je to. Dih prav. Tam. Ja. No ja, kakorkoli, to se bojo otroci sami izmenili. A veš, kaj je pa moj prvi spomin? Ja, a veš, kaj je moj prvi spomin? Jaz sem bila stara po moje tam okrog enega leta in me moj oče daje na konja. In mi smo tako dolgo nivo in tam je bil še žito smo imeli doma. In dejansko moj oče pravi, da smo konja prodali, ko sem imela 1 leto. Tako da to je moj prvi spomin. In tudi zdaj, ko se vračam na najbolj srečne trenutke, je to dejansko en izmed mojih najbolj tistih srečnih spominov. In dejansko se spomnim še tega konja in hleva se spomnim, tako da tam okrog 1 leta sem bila stara. Pa mora iti kdaj jezditi. A nada? Ja. Res? Z veseljem. Čista povezava. Tvoj prvi spomin? Moj prvi spomin je takrat, ko sem se dvignila v posteljci gor. Nekaj mesecev sem bila stara, ne spomnim se, koliko mesecev, to priznam. In vem, da nisem še hodila, držala sem se za ograjico in sem takole gledala okrog po sobi. In sem rekla, pa kje sem? Kdo so ti ljudje? Res. Kje sem? Kdo so ti ljudje? Kaj se dogaja? To je moj prvi spomin iz otroštva. Potem pa, ne vem, sem odraščala bolj v fantovski družbi, ker so bili več fantje, sosedje. Oblačili so me v punčko, jaz sem pa rajš kakšno ušpičila. Čeprav so me kar malo na kratko držali. Mislim, taki spomini so dejansko dokaz, da ni samo eno življenje, valjda, ne? Ja. Ker jaz sem se isto takrat se spomnim, kakor, zdaj sem pa tle, to sem si zdaj zbrala in tle zdaj začenjam. Prav tak tisti feeling je bil, a ne? Kakor da vidiš, kam si prišel. No, enostavno tega občutka ne moreš pozabiti. Ja, Moraš pozabiti tega občutka, ki se zaveš. Vsakič, ko sem videla kako lučko na nebu, sem rekla, pridite po mene, peljte me domov. Vsem lučkam po nebu, vesoljcem, letalom. Zanimivo. Vidiš, pravi Pristala vesoljski na tej popotnik. zemlji. Ja, Pa se ti ni tako slabo. ja, delamo na tem, da je vedno boljš, ne? To je zanimivo. Ene posnetke imamo, ko smo bile na jadranju. Dajmo pogledati tele posnetke, malo pokomentirati, da se vrnemo malo na čudoviti čas poletja. Tam je tudi bila dobra hrana in zdaj imamo spet dobro hrano. Zelo, zelo dobra. No, tole smo to smo zdaj kar preskok naredili. Smo že v vodi, pa v avto smo bili šele. Smo šele pakirali ven in smo že Kdo pa je to? Gaja. Je? Kdo? To je Kdo je Minka. to? A to sem jaz? Ne. Minka. Kdo je to? Poznam po brcanju. Ona tako brca pod vodo.
zamašenim nosom. To To je je to. taka Titanic scena. Ja, sam z ženskami. Ampak tukaj od spodaj, ko smo midve tukaj sedeli, so bili delfini prej od spodaj. Ja, prej, en dan nazaj. Ampak A en prej, dan? ja. Ko sem jaz dober posnetek naredila. Kje smo dobili? Okrog Uni? Malega Lošinja, po moje, tukaj parkiran. A veš, da moram najti tole srajco? Lej, kaj je fina. To mi bo pa zdaj prav prišla. Dobar, vidiš, doma vidim. Ja, pogledaj to krasno morje, se spomnite, kako je bilo. Okrog Malega Ja, zato Lošinja. pa zjutraj, ko smo šli Ja, zjutraj. videla, kako lepo morje imamo mi tukaj blizu. Zaplavati. Olej. Pa ta dobra kuhna. Irena, izredna kuharca, izredna. Kdo pa je to? Minka. Ne. Ni? A ti si to lovatna tam zjutraj? Nisem, ne, sem upam, da ne v moj ploh. Ja. Denis, prosim, Minkin ploh bi radi Ne, videli. to ni za v javnost, to res. Mislim, da boš dobila tale ploh. Nominacija za najboljši skok v vodo. Pa poglejmo nominacije. Katarina. Lej, dobra je. Ne, ta je dobra, ja. Ta je dobra, lej, koliko je lepo skočila. Minka. Ne, Ne, ta je v redu, ta je bila v redu, ta je bila v redu. To so samo nominacije, ti si tak zmagala. to sem si ti, jaz. to si ti. To je nekaj Tarzan. Jasmina. Ja, to je Jasmina. Tarzan. Jaz Tarzan. Lejo, Gajo, kak ima lepe kopalke. Kopalke ste opazni. Za celih 10 minut si jih je dala gor. Tako je bilo malo na stran. Veš, prvič sem bila naga na tvoji špici, zdaj sem pa v pižami. Ja. Kaj bo za naslednji? Elena, bravo, Elena je čista In- zmaga. A veš, kje je tukaj problem? Ker jambora, ne, ali kaj je ta zadeva, če je... Tanja je bila pa hitra. Ja, Če si prišel do jaz sem šele konca, začela si skakati, odbil in si padel noter nazaj in je bilo res... Ja, te je vsekal, ja. Ja, to je tisto. No, ampak izmed vseh nominiranih priznanje prejme. Mislim, sam ga še nisem dobila, veš? Kakšno priznanje? Dajmo še enkrat tole videti. Tole moramo še enkrat videti. Minka, skok na plov in skrivaj Joj, slike. glej. No, kakšna je nagrada? Ja, pa vse si dobila. Je nadušeno. A nisi dobila en liter vina ali nekaj? Nisem takega? dobila. No, zdaj pa tole poglejmo. Glej, sem prav, če da se človek smeje na svoj račun, ampak ne bi še enkrat. Od takrat naprej ne skačem več tako, samo še tako dol. A res? Samo še na noge. Ne, je bilo preveč boleče. Naslednji Grozljiva dan. zadeva. Ampak videti je bilo pa ful dobro. Ja, veš kaj je bilo fajn? Naslednji dan Sem imela tle, modrice sem Ja, imela. brat lepa, sploh ni nič ni rekla, veš? Pa se jih mene bolela, veš, ko zdaj čem tebi jamrat. Se nikdar v življenju ne jamram, če me nekaj boli. Ja, ampak a ste takoj pogruntala, da je to od tega? Ja, ja. Ja, če je bila plava. Ne bi še enkrat, tako da to ni varno. Otroci, ne delajte sami tega doma, tako da to res ni fino. Super je bilo. No, v glavnem, boljše zdaj torta, je tako. Lej, a ti se zavedaš, da gremo midve na iš čez par dni? Jaz se zavedam. Dobar, ne čez par dni, čez 9 ali 10 dni. 10 dni. In pazi to, ta tempo. Čez 9-10 dni gremo na iš, potem čez 2 tedna grem na Altaj, potem čez 10 dni grem pa na potovanje okrog sveta za 3 mesece. In dejansko se naslednjič vidimo novembra vse skupaj. No, Jep. A je to mogoče? no midve bova itak skupaj. No, razen ne. če skočimo vmes malo na Altaj, pa nekje v Novo Zelandijo, Ali pa kdaj že 19. septembra, ne? Ja, ne, midve z Minko se dogovarjava, da bi nekje uletela. Mogoče ja, Prideš tam mimo še Balija pa to? Ne. Nandi je na Balju, tam znam obstati. Septembra bom v Hongkongu, a boš ti tam kaj okrog 20. Ne, najprej grem na Japonsko. Oh. Saj blizu, ne? Blizu je, ne? Od tukaj, Ja, na zemljevidu je mogoče blizu, ampak v realnosti. Malo pa bolj ni. bi mogli zaupiti, da bi se slišali. Ja. Ne, Japonsko grem najprej in se zelo, zelo veselim, ampak veš, kaj me pa skrbi? Na Feng Shui koledarju si mi ti tam klicaje naredila, na une datume, ki jaz grem, ne? Se pravi, tisti niso najbolj ugodni dnevi za mene. Takrat moraš biti
zelo pozorna. Predvsem, da imam pasoš, ker s tem si že imela težave. Ja, pa da preveriš lete, če avion res leti, ali so v zadnji moment ga zamenjali mogoče. Pa vse sort takega. Se ni to tebi zgodilo v Dubaju, ko si zdaj Ja, v prišla? Katarju, ja, ko sem ostala za 27 ur. Ko sem šla iz Dubaja, je bil z letom še vse v redu. Ko sem prišla čez 45 minut v Katar, pa ni bilo več aviona. In kaj si imela na... Pa sem prepustila vodstvo drugemu. Pa vseeno niso energije spustile. Ja, na ulet sem mogla čakati 27 ur. Dolgo Silvestrovo, a? Mislim, je bilo tudi kaj eno novo rojstvo, ja. Vidiš? Res preizkušnja, veš, v odnosih, ne? Koliko te to lahko iztiri in kako si lahko, domače povedano, pasi zaradi vseh teh stvari, ki te pritiskajo. Ko ti ponudijo hotel, seveda, se imamo sobo za spat. Sicer ven ne smete, ker nimate vize, ampak lahko pa spite za 500 evrov 6 ur. Pa tako, ne? Shit. Ja, in a veš, to, kar se ti začne dvigati, ne? Da to ne spustiš ven, ne? Da enostavno umiriš duha in in pa je to Da telo. rečeš, vse je tako, kot je prav, In tle se prepuščam pokaže veličina, ne? Ja. V bistvu je bila to res zelo velika preizkušnja, kaj se, tukaj se pokaže duhovnost, kaj si naredil na sebi, pa kaj nisi. Zelo hitro v takih situacijah. To novo rojstvo s tem, ne? Ker bi se jaz ful rada potujem, se mi zdi tudi, bi zelo si želela to svojim otrokom čim prej omogočiti, da bojo šli malo po svetu, ker je to meni zelo obzorja odprlo in sem imela v bistvu zelo veliko, sem potovala prej, ampak odkar imam otroke, v bistvu sem bila v 18 letih samo enkrat za 9 dni v Londonu in zdaj pravzaprav po 18 letih spet na avione. In je bilo tudi tako spet, da sem se počutila malo, ne, da se mi odpre svet, pa obzorja, pa potem vidiš, kdo si, ne, ko prideš v drugo okolje. A veš, kje se je odločila, da gre na Bali? Kje? A se jaz motim? Da V Damanhurju sta bila z Žigatom na Žiga je kavi. to zrihto, ja. In jaz pridem zraven, ko smo neki tam bili. Ja, da, gre na Bali. Sicer še nič ni zrihtano in že vse pojma njem in že vse zrako, ampak jaz sem se odločila, ne vem kakaj je ono, veš, da moraš iti in pa saj brez letalsko karto razmišljanja. imaš? Ja, to imam, to je tudi vse. To je vse. A še kaj drugega rabaš? Instrumente. Inštrumente. Zdaj imam izziv te instrumente, zdaj sem pač malo probala, kako s temi instrumenti gre petovati. Ker bi si želela tudi instrumente s sabo seveda vzeti, ne, tako da bi razširila to, ne, kristalno vibracijo po svetu, čim dalje naokoli. Ker vidim, koliko to ljudje rabijo in koliko ljudje po svetu drugače živijo in kako je v bistvu fajn, da se jaz v bistvu širim s tem, ne, ko potujem, pa razširim obzorja in razgledanost pa druge kulture, spoznavam pa druga življenja, ker mi je vedno fajn, da pridem v družino, sem prišla, ne, tako zdaj, ne, nisem prišla v neki turistični, v bistvu sem živela z njimi 4 dni in je bilo zelo zanimiva izkušnja, ne. Minka, tale torta je tok nasitna. Ja. Pa toliko dobra. Ne morem verjetno. Skratka, drage prijateljice, hvala vam, no, ker ste res na začetku, nismo začele kot prijateljice, smo začele na eni drugi ravni, ampak prav res hvala vam za vse, ker pride trenutki, ko tudi jaz ostanem brez besed in to je en izmed ta trenutkov. Pač res hvala vam za vse, kar ste in za vse, kar minute in za vse, kar si izmenjujemo in mi je to res zelo, zelo, zelo sveto in res, res hvala vam vsem trem. Za vsa darila, za feng shui koledar do konca leta, wow, za sol, evo to zdaj le rabim, za torto, za hujšanje, aj lahko še kaj lepšega. Skratka, hvala vsem trem in hvala tudi vam. Dajte si tudi vi privoščiti mogoče dan v pidžami, super je, to vam garantiram. Fajn se boste počutili, predvsem boste sproščeni. Sicer pa praznujemo skupaj danes celi dan, torej, kaj smo rekli, da je? Danes je brezplačna poštnina na vse, karkoli pač že. In ja, okej. In imate na spletni strani klepetobkavi.si, sicer pa tudi, če pokličete na 02 6200 230, pazi torto, boste dobili vse informacije, ki jih dejansko rabite. Fajn se imejte in bodite fajn. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji.
Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.